Dober dan, lep pozdrav tudi z moje strani. Najprej naj se uvodoma predstavim, sem Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Danes vas bom popeljala skozi načrt za okrevanje in odpornost, tisti del načrta, ki je pod domeno našega resorja. Predstavila vam bom vse tiste razvojne spodbude, na katera lahko podjetja računate v obdobju do leta 2026 in najboljše, da kar začnemo. Najprej malce o umeščenosti načrta za okrevanje in odpornost. Kot veste, je nacionalni načrt za okrevanje in odpornost težek skupaj 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev, poleg tega pa je Slovenija upravičena tudi do 0,7 milijarde evrov posojila strani Evropske unije oziroma Evropske komisije. Od tega je pod domeno MGRT-ja vrednost 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Kam sodi ta načrt za okrevanje in odpornost? Podjetja, ki se že prijavljate na naše spodbude oziroma z nami na tak ali drugačen način sodelujete, veste, da smo v preteklih letih bili deležni predvsem spodbude iz naslova Evropske kohezijske politike. Vemo, da smo v obdobju zaključevanja kohezijskega obdobja 2014 do 2020, pri čemer izplačila tečejo še do vključno leta 2023. Poleg tega pa smo v fazi priprave tudi naslednjega kohezijskega obdobja, torej obdobja od leta 2021 do leta 2027. Hkrati programiramo sklad za pravični prehod, ki je pravzaprav vir sredstev, ki naslavlja opuščanje rabe premoga v obeh upravičenih premogovnih regijah, to je Saša premogovna regija in na drugi strani Zasavje. Imamo na voljo tudi različne horizontalne programe, ki jih zagotavlja neposredno Evropska komisija, poleg tega pa seveda kot del sredstev tudi naša nacionalna proračunska sredstva. Torej, načrt za okrevanje in odpornost je zgolj ena od virov sredstev, evropskih virov sredstev. Kot rečeno, bomo danes govorili predvsem o tem delu, torej načrtu za okrevanje in odpornost pod domeno MGRT. Govorimo o še enkrat 427 milijonih evrov, ki bodo za podjetja na voljo med letom 2021 in letom 2026. Katera področja bomo naslavljali? Naš resor bo skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom in javno agencijo Spirit naslavljal 7 različnih področij. Digitalno transformacijo podjetij, raziskave, razvoj in inovacije, investicije za večjo produktivnost podjetij, nadalje področje krožnega gospodarstva in tudi lesarstva, področje trajnostnega turizma in tudi energetske učinkovitosti. Uvodoma naj povem nekaj značilnosti samega mehanizma za okrevanje in odpornost. Ta dokument je izrazito reformni dokument. Kaj to pomeni? Evropa je sredstva pogojevala s tem, da vsaka izmed držav članic zasnuje, torej pripravi in implementira reforme na področju številnih strukturnih izzivov, ki jih imamo kot družba, kot gospodarstvo, kot država. Vkolikor resorji oziroma države članice ne bi pripravile reform, tudi ne bi bilo na voljo sredstev za same investicije, torej v tem primeru sredstev za podjetja. Značilnost mehanizma je, da bo časovnica črpanja izjemno intenzivna. Inštrument bo lansiran s prvim razpisom že v letošnjem letu, večinoma pa bomo razpisov za podjetja objavili v prvem kvartalu leta 2022. Pogodbe o sofinanciranju s podprtimi podjetji morajo biti sklenjene do leta 2024, medtem ko sama poraba sredstev, torej črpanje, izplačevanje, pa se mora zaključiti do leta 2026. Če pogledamo na naš doslej največji vir ali pa finančno gledano največji vir sredstev, razvojnih sredstev za podjetja, to je kohezijska politika,
Vemo, da je tam kot prvo obdobje črpanja mnogo daljše od tega, ki je na voljo znotraj načrta za okrevanje in odpornost. Kot drugo smo pri koheziji precej vajeni ali pa da rečem razvajeni prenašanja sredstev, torej tistega dela nepočrpane dinamike na določenih konkretnih projektih v naslednja leta. No, tukaj je treba reči, da pri načrtu za okrevanje in odpornost je Evropska komisija zelo striktno, tako od Slovenije kot tudi od drugih držav članic, zahtevala jasno zastavljene mejnike in cilje. To pomeni, da smo si mi v samem dokumentu morali začrtati čas, kdaj bomo izvedli reforme, čas, kdaj bomo objavili, pripravili, izvedli določene javne razpise za podjetja in tudi čas, do kdaj bomo dosegli tiste konkretne učinke, ki smo si jih zavezali doseči s posameznimi ukrepi iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. Kaj to pomeni? Izjemno intenzivno časovnico. Kaj to pomeni? Na drugi strani izjemno potrebo po tem, da ste podjetja pripravljena, da imate pripravljene izvedljive projekte, ki ali v primeru, ko je potrebna gradnja, imate pripravljene projektne dokumentacije, da zaštartate pridobivanje gradbenih dovoljenj, umeščanje v prostor, na drugi strani tudi imate jasno vizijo, kaj boste s svojimi projekti želela doseči, narejeno časovnico, vsebinski, finančni plan, torej vse tisto, kar vi kot investitor potrebujete za to, da uspešno naslovite in izvedete svoje investicije. Torej, izvedljivost projektov bo tudi ključna. Kot sem rekla, pri mejnikih ni odpustkov, če podjetja ne boste izvajala svojih projektov na način, da se boste držale časovnic, tudi mi kot resor ne bomo mogli dosegati teh mejnikov, ki smo se jih zavezali doseči v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Posledično tudi država Slovenija Evropski komisiji ne bo uspela izkazati svoje resne ambicije, da pravilno in učinkovito stopa na poti reform in investicij, kar pomeni, da nam Evropska komisija v končni fazi ne bo tranširala sredstev, torej tistih obrokov, do katerih smo upravičeni zgolj, vkolikor izkažemo, da v redu poteka izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Na kaj smo izrazito ponosni? Ponosni smo, da je to dejansko en finančno gledano najtežjih ukrepov v preteklih in tudi prihodnjih letih za gospodarstvo, ki bo pa predvsem namenjen celotnemu gospodarstvu, se pravi ne zgolj mikro, malim in srednje velikim podjetjem, temveč tudi velikim podjetjem, za katere, kot vemo, je precejšen izziv v okviru evropske kohezijske politike, kjer velika podjetja lahko črpajo spodbude zgolj iz naslova raziskav, razvoja in inovacij. No, tukaj je precej na voljo tudi za velika sredstva. Naslednja stvar, na kar smo izrazito ponosni in se tega skupaj z vami veselimo, je to, da bomo lahko podprli vlaganja direktno v podjetja v smislu investicij. Torej, ne zgolj mehkejših vsebin v smislu krepitve kapacitet, pomoči pri plačevanju različnih zunanjih deležnikov, zunanjih izvajalcev kot vaših pogodbenih partnerjih pri pripravi različnih rešitev, temveč točno investicije v vaša opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Kaj bomo želeli videti in kaj spodbujamo? V procesu priprave vsebin načrta za okrevanje in odpornost in tudi zdaj v fazi, ko že vemo, kaj bomo naslavljali skozi načrt, pa šele pripravljamo ukrepe, želimo sodelovati z vami, s podjetji, želimo si vaših sugestij, predlogov, kaj se vam zdi izvedljivo, kaj se vam zdi primerno. Seveda tukaj ne moramo parlamentirati o tem, po kateri poti moramo iti, to je pot zelenega in digitalnega, temveč skupaj z vami poiskati tisto, kar bo na terenu povzročilo in prineslo čim večje učinke. Tako da tukaj že, čeprav bom to ponovila še na koncu, vabljeni vsem sugestijam, predlogom, tako danes kot tudi kasneje na naš naslov EU sredstva. Celoten mehanizem za okrevanje in odpornost bo moral spoštovati zahteve glede državnih pomoči.
Vi veste, da ko javni sektor, ko država investira v podjetja, gre tukaj na nek način za varstvo enotnega trga Evropske unije. To pomeni, da nobena država članica svojim podjetjem ne more pomagati, brez da bi upoštevala pravila državnih pomoči. No, tukaj naj povem, da prvotno smo si na nek način obetali mogoče podobnega paketa novih shem državnih pomoči, ki bi še prav posebej podprl ta digitalni in zeleni prehod, po vzoru na primer začasnega okvira, ki ga je Evropska komisija pripravila kot neko dopolnitev možnosti državnih pomoči za takojšnje soočanje s COVID krizo. No, tukaj naj povem, da nekih posebnih državnih pomoči prav za voljo implementacije nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ne bo na voljo, smo pa zato dolžni spoštovati obstoječe sheme državnih pomoči, ki jih tako podjetja kot tudi javni del precej dobro že pozna. Značilnost mehanizma je tudi ta, da ne smemo podpreti nobene investicije, nobenega projekta, ki bi pomenilo v taki ali drugačni meri škodovanje okolju. Torej, tukaj je v igri načelo do no significant harm. Gre za načelo, ki izhaja iz uredbe o taksonomiji in gre za prepovedane dejavnosti, ki jih nobena država članica več ne sme sofinancirati. Zgolj plastičen primer, kaj to je, naprimer investicijo v neke škodljive predelave odpadkov, ki bi pomenila na drugi strani škodovanje okolju, ali pa vlaganja v investicije, ki pomenijo izkoriščanje fosilnih goriv. Take stvari Evropska komisija tukaj ne bo dovolila, da se jih podpira, zato bodo tovrstne investicije tudi iz naših ukrepov izključene. Zdaj pa, kaj je čez celo črto in kaj je celotna nota našega načrta za okrevanje in odpornost, je pa zeleni in digitalni prehod. Se opravičujem, malce težav z daljinčkom. Aha, v redu, je šlo, hvala lepa. Ja, tudi na področju digitalizacije gre včasih kaj narobe, a ne? Kot sem omenila, bomo iz načrta za okrevanje in odpornost pod domeno MGRT pokrivali skupaj 7 različnih področij. Prvo izmed področij je področje digitalne transformacije gospodarstva. Tukaj bomo namenili kar 56, dobrih 56, skoraj 57 milijonov evrov nepovratnih spodbud, torej subvencij. Kaj mi tukaj želimo? Mi tukaj želimo podpreti podjetja na poti k zvišanju produktivnosti, konkurenčnosti, učinkovitosti s pomočjo uvedbe digitalnih načinov poslovanja. Gre tukaj za robotizacijo, avtomatizacijo, IoT, blockchain tehnologije, skratka za mnogo katere najnaprednejša digitalna orodja in stroje in opremo, s pomočjo katerih želimo, da se podjetja transformirate. Zakaj? Zato, da boste učinkovitejša, bolj produktivna, konkurenčnejša. Tukaj smo na področju globalnih verig vrednosti, tudi lokalnih verig vrednosti, skratka še posebej tam, kjer gre za izrazito izvozno naravnana podjetja, kot veste, tekmujete s svojimi tekmeci na EU ravni, na svetovni ravni, na ta način, če želite slediti temu trendu. Biti in obstati v teh verigah vrednosti in tudi krepiti svoj položaj na tem področju, je potrebno vlagati v digitalizacijo, digitalno transformacijo, najnaprednejše tehnologije. Tukaj želimo, da se na ravni podprtega podjetja in tudi na splošno na ravni portfelja podprtih podjetij gradijo start-up inovacijska jedra v podjetjih. Kaj s tem želimo? Mi želimo predvsem MSP-je. Zakaj MSP-je? Zato, ker
velika podjetja, bi rekla, tudi glede na prakso, s katero smo soočeni oziroma kolikor komuniciramo z velikimi podjetji, zaznavamo, da velika podjetja že sama po sebi zaradi narave poslovanja, zaradi narave veličine svojih poslovnih procesov, proizvodnje, prodaje, skratka vsega, kar počnete, ste veliko bolj ozaveščeni o tem, da je potrebno iti na poti digitalne transformacije. Imamo pa na drugi strani izziv, predvsem pri mikro, malih, deloma tudi srednje velikih podjetjih, ki na nek način želimo, da vas opolnomočimo, vas stimuliramo k temu, da vlagate v digitalizacijo. Skratka, mi želimo s temi ukrepi na področju digitalne transformacije pospešiti implementacijo vaših strokovnih znanj na tem področju, okrepiti znanja, veščine, ki jih potrebujete za to, da boste kot prvo vedeli, da je pot digitalizacije pravzaprav nujna v današnjih časih, na drugi strani, da konstantno izboljšujete in vlagate investicije na to področje in pravzaprav, da ste kot vodstvo in kot zaposleni veliko bolj tesno involvirani v ta proces, za razliko od tega, da na primer zgolj najamete enega svojega pogodbenega partnerja, ki vam pride neko stvar ali inštalirati ali integrirati v vaše poslovne procese. Tukaj želimo enostavno videti povezovanje velikih podjetij, spet poudarjam zakaj, zato ker ste veliko bolj ozaveščeni o tem procesu, na drugi strani ste to že po naravi stvari veliko bolj v tem, skratka povezovanje velikih podjetij, srednje velikih podjetij in predvsem tudi mikro, malih podjetij, tudi start-up in scale-up podjetij za odprto inovacijsko okolje in pospešitev digitalne transformacije. Kaj je še pomemben element digitalizacije? Ne zgolj to, da vpliva na vašo ekonomsko učinkovitost, na rast produktivnosti, konkurenčnosti, torej, da mogoče lahko z enako inputi je vaš izmet veliko večji. Vi lahko s pomočjo digitalizacijskih tehnologij tudi izjemno ugodno vplivate na okolje. Kaj to pomeni? Da preko spremljanja z digitalizacijo podprtih rešitev v vaši proizvodnji in ostalih poslovnih procesih lahko vplivate na to, da imate manj odpadkov, imate manj porabe surovin, imate manj porabe energentov v smislu energije in vsega ostalega in s tem tudi ugodno stopate na pot okoljske trajnosti. Torej, mi tukaj bomo v sklopu tega področja pripravili reformo. Reformo utemeljujemo na pripravi strategije digitalne transformacije podjetij. To bo dokument MGRT-ja, podprla dokument oziroma vsebino dokumenta bo podprla tudi Vlada Republike Slovenije. Da ne tukaj izgubljam besed, ker bi raje šla potem na investicije. S tem dokumentom bo MGRT pripravil na nek način vizijo, kaj mi menimo, da morate vi kot podjetja, kot poslovni sektor narediti takrat, da ugodno stopite oziroma bolj odločno stopite na proces digitalne transformacije. Strategija je že v pripravi, zaključena pa mora biti do izteka letošnjega leta. V okviru zadevnega področja imamo na voljo 3 naložbe. Naj še enkrat pojasnim, kaj je razlika med naložbami pa reformami. Reforma je tisti del, ki smo jo kot resor pripravili za to, da ali spremenimo zakon, ali pripravimo neke druge vrste predpisov, ali izvedemo odločne korake na poti neke strukturne reforme, medtem ko naložbe, investicije so pa tiste, ki pomenijo na nek način črpanje denarja iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. No, v tem primeru imamo 3 naložbe. Prva je javni razpis za digitalno transformacijo podjetij v vrednosti 44 milijonov evrov subvencij. Druga naložba je naše javno naročilo za izdelavo hibridnega oblaka na MGRT, težka je 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Naložba številka 3 so pa čezmejni in večdržavni projekti, je več in jih bom kasneje bolj predstavila, skupaj so vredni pa 10 milijonov evrov. Prvi razpis, ki ni po naključju prvi, tukaj v vrsti, zgolj na današnji prezentaciji,
V bistvu je to prvi razpis, ki bo pomenil implementacijo, pričetek implementacije spodbud iz naslova načrta za okrevanje in odpornost. Kaj to pomeni? To pomeni, da je to prvi razpis, ki bo objavljen na strani MGRT. Objavljen bo predvidoma meseca decembra letos, oziroma tak je vsaj načrt. Izvajali ga bomo neposredno mi na našem ministrstvu. Kot sem rekla, težek bo pa 44 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Prijavitelji bojo vse velikosti podjetij, torej velika podjetja, srednja velika podjetja, mikro in mala podjetja, želeli bomo pa videti konzorcijske prijave. Zaenkrat je razpis seveda še v fazi priprave, določene stvari se še gradijo, ampak razmišljamo zaenkrat o tem, da bi bil potreben konzorcij sestavljen iz glavnega partnerja, ki je veliko podjetje ali pa večje srednje podjetje. Poleg njega bi bili pa tudi kot člani konzorcija skratka še dva MSP-ja, najmanj dve mikromali podjetja. Pričakujemo, da bi lahko podprli nekje okrog 20 konzorcijev, zdaj seveda to zavisi od vrednosti samih projektov, ki jih boste prijavili, od razsežnosti tistih investicij, ki jih boste pripravili, tako da plus minus bomo tukaj nekje okrog 20, lahko tudi kakšen projekt več. Govorimo torej o konzorcijskih projektih. Upravičeni stroški so seveda tisto, za kar mi smemo izplačevati sredstva v okviru tega razpisa. Bodo stroški priprave digitalne strategije, to je strategija podjetja, ki pove, na kak način se bo podjetje lotilo strategije, katere tehnologije bo uporabilo, kakšno časovnico, kakšen modus ima pri tem, skratka vizijo podjetja na področju digitalne transformacije. No, tudi strošek priprave te strategije lahko mi krijemo, v kakšni obliki. V obliki plačevanja zaposlenih v podjetju, ki to strategijo pripravljajo, in ali pa v obliki zunanjih izvajalcev, v smislu pogodbenih partnerjev, ki vam pomagajo ta dokument pripraviti. Naprej, krili bomo tudi strošek tistega dela strojev in opreme oziroma tehnologij, s pomočjo katerih boste vi sploh izvedli digitalno transformacijo podjetij. To bodo naložbe v predmetena, neopredmetena osnovna sredstva, senzorike, prilagoditve, integracije na vaše obstoječe sisteme. Skratka, tisti del tehnologije, ki pomeni digitalizacijo in jo vi kot investicijo potrebujete, zato da se tega procesa sploh lotite. Naprej, krili vam bomo tudi strošek implementacije te kupljene opreme oziroma tehnologij v sam vaš proizvodni in ostali proces. Kaj to spet pomeni? Pomeni, da vam bomo plačevali vaš strošek zaposlenih, torej tistih, ki te stvari v prakso implementirajo, inštalirajo, integrirajo in tako dalje, in tudi strošek najetih zunanjih izvajalcev, ki vam poleg zaposlenih pomagajo sprovesti to v prakso. Poleg tega nameravamo tudi kriti pavšalne stroške, to je, da rečemo, vir sredstev za plačevanje različnih materialnih stroškov v povezavi s projektom, se pa vedno veže na procent plača. Tako da tukaj, če strnem, bomo krili tako samo investicijo, kot tudi plačilo zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo v procesu priprave in implementacije digitalne transformacije. Višina subvencije načrtujemo od 1 milijon pa do 2,5 milijona evrov na sam konzorcijski projekt, torej to za vse sodelujoče konzorcijske člane v posameznem konzorciju. Zdaj pa vse se začne in konča pri shemah državnih pomoči, ki jih moramo uporabiti. Torej predvidevamo tukaj kombinacijo uporabe različnih shem, najmanj dveh shem državne pomoči. Za investicijski del načrtujemo uporabiti ali regionalno shemo ali naložbeno MSP shemo, smo pa tudi že v kontaktu z Evropsko komisijo, da preverimo možnost uporabe začasnega okvira za državne pomoči, to je tisti COVID Temporary Framework. Za del, ki pa pomeni plačevanje plač, bomo pa pravzaprav uporabili shemo RRI, ki omogoča standardne enote, skratka plačilo zaposlenih s pomočjo stroška na enoto oziroma delovno uro. Tukaj
imamo določene izzive s tem, ker shema, ki jo naš resor najpogosteje uporablja tedaj, ko gre za investicije, za začetne investicije, ta shema je namreč regionalna shema, in temelji na regionalni karti državnih pomoči. To je pač predpis v Republiki Sloveniji, ki pove, katera območja v Republiki Sloveniji so upravičena, da sploh lahko prejemajo regionalne državne pomoči. No, zakaj tukaj izziv? Zaradi tega, ker sedanja, zdaj obstoječa karta regionalnih državnih pomoči se izteka s koncem letošnjega leta. To pomeni, da za novo obdobje po letu 2022 že pripravljamo novo karto regionalne državne pomoči, ki je pa zaradi striktnosti pravil Evropske komisije malce manj ugodna za zahod. Verjetno bojo nastale določene bele lise na zahodni regiji, ki bomo potem mogli na nek način se adaptirati, prilagoditi in poiskati drugo rešitev, da krijemo podjetja na teh belih lisah znotraj zahodne kohezijske regije. Vzhod pa ostaja zaenkrat po načrtih popolnoma kot celota upravičeno območje. Tako da tukaj imamo določene izzive, predvsem na investicijskem delu. Res ključna bo ta tehnološka krepitev vas kot podjetij, kot članov konzorcija, ključna bo okoljska nota, se pravi pozitiven vpliv na okolje, ki ga dosežete z digitalizacijo, digitalno transformacijo. Ključno bo vključevanje vodstva in zaposlenih, veliko bolj kot zgolj najem nekega zunanjega partnerja, ki te stvari vam izvede. Zakaj? Zato, ker verjamemo, da s tem krepimo jedra v podjetju, ki so ozaveščena o digitalizaciji, ki se sproti učijo, ki postajajo center znanja za to, da je to dolgoročna naložba za samo podjetje. Druga investicija v okviru digitalizacije, digitalne transformacije bo javno naročilo oziroma naročilo v obliki javno-zasebnega partnerstva. Tukaj ne gre neposredno za investicijo, ki bi lahko vi kot podjetja prejela neko subvencijo, temveč gre za investicijo na strani MGRT-ja. Mi bi želeli tukaj pripraviti, razviti napredno tehnološko platformo, ki bi naslovila digitalizacijo procesa dodeljevanja javnih spodbud na našem resorju v razmerju do vas. To pomeni, da si želimo digitalizirati proces priprave razpisov, prejema vlog, obdelave vlog, preverbe pogojev, pregled meril, skratka tistega izbornega postopka do trenutka, ko vi kot izbrano podjetje dobite sklep oziroma kot neizbrano podjetje, ko dobite sklep o tem, da niste podprti, oziroma do trenutka sklenitve pogodbe o sofinanciranju, ki je potem osnova za izplačila. V nadaljevanju želimo tudi zagristi v to jabolko, torej tudi proces sklepanja pogodbe, predvsem pa izvajanja pogodbe o sofinanciranju in tudi spremljanja projekta, tudi pripeljati v to našo tehnološko platformo, mora biti celo do nivoja izplačevanja. Skratka, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da vi kot podjetje imate jasno sledljivost, ko oddate neko vlogo na naš resor, da želite prejeti subvencijo, vidite, v kateri fazi je proces na splošno, torej proces konkretnega razpisa, hkrati vidite, kako ste vi umeščeni, kaj se je z vašo vlogo dogajalo, v kateri fazi je. Za nas kot razpisovalce je pa pomembno, da nam bi na ta način bilo zelo pravzaprav pohitren postopek preverjanja pogojev, tistih vstopnih pogojev, ki jih moramo preveriti pri točno vsakem podjetju, ki je oddal vlogo na zadevni razpis. Kako bomo pa to naredili? Zamislili smo si digitalno identiteto podjetij. Torej, to je kot neka osebna izkaznica podjetij, tistih podjetij, ki boste vstopila v našo platformo, dobila pravico sodelovati v tej platformi in tudi oddajala k nam vloge za oddajo, skratka vloge za sofinanciranje. Ko bomo mi imeli vas v obliki, da ste vi katero podjetje, koliko ste veliki, kje ste locirani, kje imate sedež, s katero dejavnostjo se ukvarjate in tako naprej, bomo tudi lahko te naše v bistvu povpraševanje, ki ga moramo imeti takrat, ko preverjamo pogoje, vstopne pogoje na razpise,
povezali, integrirali z različnimi viri podatkov v Republiki Sloveniji, to je AJPES, to je FURS, različne evidence, skratka uradne in malo manj uradne, kjer bomo mi lahko, brez da papirno poslujemo, preverili, ali vi kot prijavitelj izpolnjujete pogoje. To bo nam olajšalo delo, predvsem bo pa vam pohitrilo proces, kar pomeni, da boste hitreje izvedli, ali bo vaš projekt podprt ali ne bo podprt, kar verjamem, da precej tudi vpliva na kasnejše odločanje glede same investicije. Skratka, to bo naša druga naložba, hibridni oblak. Tretja naložba je več čezmejnih oziroma več državnih projektov, ki jim namenjamo skupaj 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Tukaj sodelujemo v projektu skupne evropske infrastrukture podatkov in storitev. Tukaj gre za investicijo v infrastrukturo, enako gre za investicijo v infrastrukturo pri evropski blockchain infrastrukturi storitev, EPSI. Skratka, za prvo investicijo namenjamo predvidoma 5 milijonov evrov, za drugo 2,5 milijona evrov. Želimo pa krepiti sodelovanje in oziroma v Republiko Slovenijo pripeljati infrastrukturo, ki bo potem omogočala različne storitve, digitalne storitve tako za javni sektor, za javno sfero, kot tudi za podjetja, integracijo različnih podatkov, različnih rešitev, zato da boste v končni fazi vi tudi lažje konkurirali na centralizirane ukrepe pri Evropski komisiji. Naslednji je projekt nizkoporabnih procesorjev oziroma polprevodnih čipov v vrednosti 2,5 milijona evrov. Tukaj gre za strateška partnerstva evropska, kjer je Evropska komisija pripravila iniciativo, ki je državam članicam oziroma podjetjem držav članic omogočila skupno sodelovanje v skupnih projektih, ki so sestavljeni iz podjetij iz večjih držav članic. To poteka vse pod budnim spremstvom in koordinacijo Evropske komisije. Skratka, gre za to, da se na ravni Evropske komisije snujejo partnerstva, razvojna partnerstva na nekaterih ključnih področjih, kjer se je predvsem v času covida oziroma post-covid epidemije pojavila neka strukturna potreba oziroma manko. V tem primeru bojo naša podjetja sodelovala v verigah vrednosti na področju polprevodnih čipov. Naslednje področje je področje raziskav, razvoja in inovacij. Težko je skupaj 80 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Tukaj smo pripravili tudi reformo, pa tudi dve investiciji. Reforma se pripravlja oziroma se že tudi izvaja skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport. Veste, da MIZŠ je tisti resor, ki naslavlja TRL lestvice RRI-ja, do tam, kjer jih mi prevzamemo, torej naš resor pokriva lestvico TRL od 6 do vključno 8, medtem kot tista sfera do tam je pa bolj sfera, ki se nanaša na znanstveno-raziskovalno sfero, torej na resor MIZŠ. Skratka, skupna reforma je tole. Kaj z njo želimo? Z njo želimo izboljšati upravljanje raziskovalno-inovacijskega okolja, izboljšati njegovo učinkovitost, koherentnost, povezovanje med znanstveno-raziskovalno sfero, torej tistim bazičnim znanjem in prehodom v gospodarstvo. Želimo internacionalizirati slovensko znanje in rešitve, kot prvo zato, da se ta inovacijski ekosistem ne oddalji od razvojnih nekih pobud, iniciativ, najnaprednejših tako na ravni Evrope kot tudi na svetovni ravni. Na drugi strani pa, da tiste rešitve, ki jih je v Sloveniji res veliko, naše znanje uspemo spraviti čez meja Slovenije na način, da se proda v tujino, da se komercializira, skratka, da delamo razvojne korake ne samo do takrat, ko znamo nekaj razviti in ponuditi, ampak tudi pri komercializaciji in prodoru na tuje trge. Ključno bo tukaj, da bomo želeli res videti to strogo noto med raziskavami in razvojem in kasnejšo komercializacijo teh razvojnih idej, torej želimo si videti inovacije, ki bojo zrele za trg. Torej, da se inovacije razvijajo za potrebe trga, pri čemer naslavljajo okoljske in družbene izzive. Želeli bi si videti, da
čeprav to ni nepomembno, da podjetja, ko vlagate sredstva v raziskave in razvoj zato, da sama sebe krepite, da krepite, izboljšujete svoje produkte in tako dalje, želimo mi tudi ta spillover efekt, se mu reče, ki pomeni, da se preko raziskav, razvoja in inovacij tudi splošna situacija v Sloveniji, se pravi ekonomski sektor, krepi in da tudi družba in okolje od tega nekaj ima. Tukaj bo res izrazita nota tudi res na to okoljsko trajnost, na skrb za ravnanje z viri, energetsko učinkovitost, zmanjšana poraba snovi, materialov in tako naprej. Nove energente se bo iskalo, veste, da imamo strašanske izzive z energijo, temu, kar smo priča v preteklih mesecih, tednih, je res zaskrbljujoče. Se pravi, vsi skupaj moramo iti na poti večje samooskrbnosti in tudi poiskati neke rešitve, ki bodo dolgoročno pomenile vzdržen poslovni model za vas kot podjetja. Želimo tudi tukaj s to reformo ne samo deklarirati, temveč narediti zavezo, da bomo vedno vlagali minimalno 1% slovenskega BDP-ja v raziskave, razvoj, inovacije. Govorim o tistem javnem vložku, ne vložku, ki ga vi kot podjetja že samodejno vlagate, ker je to vaše dolgoročna rast, temveč tisti del, ki ga država vlaga v to vrstne stvari. Pokriva to tako del tistih bazičnih vlaganj v raziskave in razvoj in tudi v ta industrijski koncept, ki sodi pod domet MGRT-ja. Reforma delovanja in upravljanja RRI sistema je vredna 5 milijonov evrov. Tukaj skupaj, kot sem rekla, z MIZŠ-jem pripravljamo zakon, se pravi spremembe zakona o raziskovalno-razvojni in inovacijski dejavnosti. Vpeljujemo nov model upravljanja, povezovanja RRI ekosistema, predvsem v našem kontekstu je pomembno, da se gospodarstvo čim bolje povezuje z znanstveno-raziskovalno sfero. Krepimo kompetence in kapacitete na obeh agencijah, torej na strani MIZŠ-ja je to ARRS, na strani našega resorja je pa to javna agencija Spirit, ki je gradnik tehnološkega razvoja in raziskav, razvoja in inovacij. Okrepili bomo tudi podporno okolje na nacionalni ravni in v mednarodnem prostoru, to pomeni tiste informacije, ki jih podjetja rabite takrat, ko želite iti svojimi RRI rešitvami čez meja Slovenije. Ta del, ki vas gotovo bolj zanima, sta dve naložbi. Po domače rečeno sta to dva razpisa, tudi precej poznana že v preteklem obdobju. Skratka, prvi razpis, prvi ukrep je težek 45 milijonov evrov, šlo bo tukaj za vlaganje v RRI na lestvici od 6 do 8. Druga naložba, drugi razpis bo pa sofinanciranje vlaganj v pilotne demonstracijske projekte v vrednosti 30 milijonov evrov. Prvi razpis 45 milijonov evrov, kot pravim, RRI. Tukaj klasično podpiramo konzorcijske prijave, se pravi spet velika podjetja, pa MSP-ji, tudi raziskovalne razvojne organizacije. Nameravamo podpreti približno 95 razvojnih projektov, tudi tukaj vrednost oziroma število zavisi o vrednosti samih projektov, kot jih boste priglašali. Tukaj kot klasično podpiramo razvoj novih ali pa izboljšanih proizvodov, procesov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Kaj pa bo veliko bolj osredotočeno, bo pa to, da bomo resnično želeli videti strogi link na kasnejšo komercializacijo in veliko večji link na okoljsko trajnost, torej na zeleno noto. Upravičeni stroški bojo, tako kot poznamo po RRI shemi, ki jo nameravamo tukaj uporabiti, stroški osebja, se pravi znanstveno raziskovalcev, pa strokovno-tehničnih sodelavcev. Tukaj plačujemo navadno stroške po metodologiji ARRS, tukaj gre za enoto na delovno uro, krijemo tudi strošek zunanjih izvajalcev, del investicij v neopredmetena sredstva, tukaj predvsem govorimo o patentih in licencah, o nakupu znanja. Potem imamo pa tudi delček investicije v smislu amortizacije
vaših investicij za tisti del, ki se uporablja konkretno za zadevni projekt. Tudi posredne stroške bomo imeli, to je tisti pavšal za materialca, da rečemo, ki se navezuje najprej na strošek zaposlenih. Razpis bo objavljen v prvem kvartalu leta 2022, izvajala ga bo Javna agencija Spirit. Drugi razpis, ukrep, je v vrednosti 45 milijonov evrov, šlo bo tukaj za podporo pilotnim demonstracijskim projektom v višini subvencije do 500 tisoč evrov na projekt. Tukaj bomo prav tako iskali konzorcijske projekte. Procent sofinanciranja je seveda vezan na RRI shemo državne pomoči, se torej procent giblje med 25 in 50% kritja upravičenih stroškov. Shema RRI, shema državne pomoči. Trajanje projektov bodo maksimalno 3 leta. Še enkrat tukaj opozarjam na to, kar sem prvotno povedala, da je časovnica črpanja in sam inštrument zasnovan tako, da morajo biti vsa izplačila iz državnega proračuna izvedena do vključno leta 2026, kar pomeni, da tukaj piše do 3 leta, ampak če bo odpiranje bilo kasneje izvedeno in boste vi kasneje štartali s projekti, verjetno ne boste imeli možnosti denarja počrpati. Mi si pa ne želimo, da denar, ki je podjetjem dodeljen, ostaja pri vas zaradi tega, ker projekti niso bili izvedeni, temveč prav nasprotno želimo počrpati do pikice sredstev, ki jih imamo na voljo, zato ker jih res vidimo kot razvojni potencial za naša slovenska podjetja. Tako da, ja, še enkrat, tudi tukaj bo, tako kot pri razpisu za RRI, izjemna osredotočenost na to okoljsko trajnost, da rečem, na krožno gospodarstvo, na tehnološko odličnost, na sposobnost upravičenca, da prikaže različne rešitve na področju iskanja alternativnih načinov energentov, na različne načine, ki bomo imeli skratka res pozitivni vpliv na okolje. Želeli bomo videti tehnološko odličnost, inovativnost, predvsem pa res ta strogi link na komercializacijo. Ta razpis za demo pilotne projekte bo tudi objavljen v prvem kvartalu leta 2022, tudi tega bo izvajala Javna agencija Spirit. Višina subvencije bo do 1 milijon na projekt. Kot sem rekla, bo tukaj uporabljena regionalna shema državne pomoči. Računamo pa podpreti približno 30 pilotnih demonstracijskih projektov. Delali smo tudi analitiko iz našega razpisa Demo piloti 1 in 2, ki je bil financiran iz naslova kohezijske politike in približno ugotavljamo, da so projekti vredni od 1 milijon do 1,5 milijona evrov, s tem, da določen del je upravičenih stroškov, določen del je pa tistega, kar podjetja sama krijete. Naslednje področje, vidite, da finančno tudi pravzaprav najmočnejše, je področje neposrednih investicij v podjetja. Tukaj gre za investicije za dvig produktivnosti. Tukaj ni nobene posebne filozofije. Mi želimo dati podjetjem na voljo sredstva za krepitev tehnološke opremljenosti podjetij, torej tisto, kar pomeni kapitalsko utrjevanje vaših podjetij. Želimo pa, da je učinek v večji konkurenčnosti in produktivnosti tudi na način, ki bo ustrezal temu zelenemu prehodu, torej prispevek k razogljičenju. Reforma temelji, in to je tudi ena izmed naših ključnih reform, na spremembi zakona o spodbujanju investicij. MGRT ima dve, da rečem, pravni podlagi, ki naslavljata neposredne investicije v podjetjih. Prva je zakon o spodbujanju investicij, ta druga je zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. No, tukaj je osredotočenje na ZSINV, s katerim želimo poudariti ta nujo po naslavljanju okoljskega in trajnostnega vidika teh kapitalsko intenzivnih investicij. Tukaj pripravljamo, ravno zaradi izzivov, o katerih sem vam že prej govorila, da se na območju zahodne Slovenije obetajo določene bele lise, ki ne bodo pokrite z regionalno shemo državne pomoči, kar za podjetja pomeni, da iščemo alternativo, kako vam pomagati pri investicijah, ker namreč ta pot odpade. Smo tukaj v zakon pripeljali tudi možnost kritja investicij iz naslova MSP naložbene sheme.
Nižamo pragove investicij. V času covida smo ugotovili, da podjetja vendarle investirajo, da so se pa njihove investicije zaradi previdnosti malce zmanjšale, no in s to noto želimo tudi naprej nadaljevati. Skratka, nove mejne vrednosti investicij bodo med 1 milijon in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 milijona in 3 milijone v storitveni dejavnosti in med 0,5 milijona pa 2 milijona evrov na področju RRI-ja. Tiste investicije, ki so pa nad temi pragovi, ki sem jih zdaj predstavila, ne bodo naslovljene skozi načrt za okrevanje in odpornost, tam ostaja način podpore neposredna vloga in s tem neposredna pogodba strani MGRT-ja do podprtega podjetja, vendar ta segment investicij naš načrt za okrevanje in odpornost ne bo naslavljal. Načrt bo naslavljal ta razpon investicij med 0,5 pa 12 milijoni evrov, odvisno od branže. Zakon osredotočamo na krepitev dodane vrednosti, ne pa toliko več na nove zaposlitve. Kot veste, se pravzaprav soočamo s tem, da je v Sloveniji manko kadra, torej ne moremo več reči, da je primerno tisto, kar je bilo nekaj let nazaj, da je izključno pomembno ustvarjati nova delovna mesta, pomembno je in rast moramo na dodani vrednosti obstoječih zaposlitev. Tako da v okviru razpisa iz NOO-ja bo ostala zaveza po ohranjanju zaposlitev, vendar bo pa potrebno tukaj zvišati dodano vrednost, v primerjavi z izhodiščnim položajem v samem podjetju. Medtem ko za tiste strateške največje investicije, kot sem rekla, ki pa ne bodo krite iz naslova NOO, se bodo pa tudi zahtevala nova delovna mesta, s tem, da je število novo ustvarjenih delovnih mest prepolovljeno. Govorimo o tem, zakon še ni sprejet, to je predlog, je v proceduri, ampak zaenkrat so stvari smo pripravili na tak način. Torej, kaj bomo pri razpisu iz naslova NOO iskali? Iskali bomo rast dodane vrednosti na zaposlenega v podprti gospodarski družbi, pri čemer bomo to kontrolirali 2 leti po zaključku investicije. Mogla bo pa zrast dodana vrednost na zaposlenega v primerjavi s poslovnim letom pred oddajo vloge. Medtem ko za tiste strateške investicije nad pragom 12 milijonov evrov, kot smo rekli, se bo pa 2 leti po zaključku investicij merila rast dodane vrednosti na zaposlenega glede na tisto dejavnost, v katero se umešča družba na ravni celotne Slovenije. Še naprej, za tiste investicije, ki bodo podprte iz naslova načrta za okrevanje in odpornost, bomo iskali energetsko učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje, snovno učinkovitost pa doseganje minimalno 40% točk. Govorimo o ponderiranju vlog, torej o tistem delu vlog, ko dodeljujemo ocene, koliko je projekt kvaliteten ali ne. Skratka, najmanj 40% vseh točk bo moralo podjetje, kolikor bo želelo biti podprto, prejeti iz naslova teh zelenih meril, ki jih pa naslavljamo v podzakonskem aktu, to je uredba na podlagi ZSINV-ja. Izjemno pomembna izvedljivost, se pravi, zaradi intenzivne časovnice črpanja bomo želeli videti začetek izvajanja investicije v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pazljivo bo potrebno tam, kjer financiramo tudi gradnjo, ker namreč to pomeni, da morate zelo, zelo hitro pridobiti tudi gradbena dovoljenja. Tukaj v sklopu podpore investicijam bomo imeli 3 razpise, večino tega sem že predstavila v dosedanjem izvajanju. Skratka, prvi razpis bo v vrednosti 88 milijonov evrov. Tukaj bo naslavljal ta razpon investicij, največjih investicij, torej od 0,5 v RRI pa storitveni dejavnosti, pa nad 1 milijon evrov v predelovalni dejavnosti. Upravičenci so vsa podjetja, MSP in velika, krijemo strošek v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Razpis bo izvajal Spirit in objavljen bo v prvem kvartalu leta 2022. Predvidevamo, da bomo lahko podprli cirka 59-60 podjetij.
Ta drugi razpis, ki temelji na zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, bo težek 20 milijonov evrov, tega bo izvajal Slovenski podjetniški sklad. Tukaj bo šlo za razpon investicij med 100 tisoč in 300 tisoč evri. V bistvu enaka zadeva, krijemo investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Tudi ta bo objavljen v prvem kvartalu leta 2022. Tretji razpis bo izvajalo neposredno naše ministrstvo, naslavljali pa bomo investicije med 300 tisoč evri in 1 milijonom evrov vrednosti investicije. Tudi tukaj krijemo investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Nameravamo uporabiti regionalno shemo državne pomoči in tudi tukaj bo razpis na voljo prvi kvartal leta 2022. Drugi razpis je mogoče za podjetja zanimiv posredno, pa zato ni nič manj pomemben. Tukaj bomo mi lokalne skupnosti, torej občine, vabili kot daji vlog za sofinanciranje naložb v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, to pomeni ekonomsko-poslovne cone, bodisi izgradnjo novih ali pa adaptacije nadgradnje obstoječih. Želimo tukaj videti, da se cone gradijo, nadgrajujejo v partnerstvu s podjetji, ki bojo tam notri v coni, a ne. Želeli bi si videti ne mogoče individualno obravnavo konkretnega podjetja, temveč da se z lokacijsko umeščenostjo podjetij v te cone krepi tudi celoten ekosistem znotraj cone. Kaj to pomeni? Zelo bi si želeli videti, da tudi podjetja, ki so v eni coni, sodelujejo tako s področja energije, kot izkoriščanja izhodnih materialov, kot vhodne surovine za neko drugo podjetje. Skratka, te krogotoke bi si želeli videti in to bi bila nadgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture, kot jo poznamo iz kohezijske politike. Tukaj bo na voljo 18 milijonov evrov, upravičenci bojo pa lokalne skupnosti. Tretja naložba, želimo pilotno vpeljati model učinkovitejšega upravljanja poslovnih con. Zdaj, kaj imate od tega podjetja? Prek tega, da bi investirali v učinkovito upravljanje con, bi se v končni fazi vam lahko zelo poznalo na neki stroškovni učinkovitosti, ker namreč iskal bi se ugoden energent za podjetja, ki so locirana v coni, optimizirali bi se logistični procesi in tako dalje, kar pomeni, da bi podjetja, ki bi bila umeščena v to cono, lahko imela nek prihranek iz tega naslova, iz katerega bi potem črpala svojo konkurenčnost. Naslednje področje je področje razvoja turizma, vredno je 80 milijonov evrov. Tukaj želimo podpirati investicije v namestitvene kapacitete višje dodane vrednosti. Kot veste, se Slovenija promovira kot zelena butična destinacija za 5-zvezdnična doživetja. Močni smo na kulinariki, močni smo na več različnih turističnih produktih. Kar nam pa manjka je to, da opažamo v preteklih letih en strukturni primanjkljaj, ki je v tem, da se nam krepi število kapacitet, kjer torej turist, tuji ali slovenski, plača manj za storitev, ki je tudi manj vredna. To pomeni, da nam dolgoročno pada kvaliteta naših storitev, kar je pa v nasprotju z našo vizijo 5 butičnih doživetij. Tukaj želimo investirati v namestitvene kapacitete z 3 ali več zvezdic. Naslednja investicija v višini 10 milijonov evrov je investicija v javno turistično infrastrukturo. Tukaj bomo gledali tudi na to, da ne samo, da so konkretne investicije hoteli, glampingi in druge oblike nastanitev urejeni in nudijo kvalitetno storitev za naše turiste, temveč tudi, da je okolica toliko urejena, da tisti turist iz hotela ima kam iti, ima tam preživljati čas, je okolica urejena in iz tega, kot kažejo študije, se veliko pridobi tudi na dodani vrednosti, kar pomeni tudi na rasti cen za boljšo kvaliteto same storitve. Predzadnje je področje krožnega gospodarstva, ki mu namenjamo 48 milijonov evrov. Tukaj je bistvo reforme, da na javni agenciji Spirit vzpostavljamo in razvijamo ekosistem za področje krožnega gospodarstva.
Želeli bi, da je to en one-stop shop za podjetja, ki se soočate z izzivi, kako nasloviti krožne modele poslovanja, kako številne rešitve z področja krožnega gospodarstva implementirati v vaše procese, kaj narediti, kako se lotiti, kaj rabite, katera znanja, katere denarne vire in tako naprej. Skratka, krepimo ekosistem, ki bo pomenil center znanja za področje krožnega gospodarstva. Na drugi strani pa pripravljamo tudi programe za krožno odkrivanje, to bo za zagonska podjetja, za krožne inovacije v MSP-jih, podpirali bomo krožne sinergije med podjetji in tudi program za industrijo. Skratka, tukaj bo pa na voljo 10,8 milijona evrov za mini subvencije z področja krožnega gospodarstva, medtem ko v samo krepitev ekosistema pa vlagamo dobrih 9 milijonov evrov. Namreč zelenega prehoda ne bo možno izvesti, kolikor se ne mi na javni strani okrepimo in znamo podjetjem točno svetovati, kaj narediti, da boste šla po tej poti krožnega. Skratka, brez tega verjamemo, da zelenega prehoda ne bomo uspešno naslovili. Druga investicija je pa razpis, ki se nanaša točno na področje lesarstva, torej želimo tukaj investirati v namestitve oziroma v industrijske obrate za predelavo lesa. Kot vemo, je Slovenija zelo gozdnata dežela, pri čemer večino osnovne surovine neobdelane izvozimo v tujino, s tem izgubljamo dodano vrednost. Naša lesna branža je veliko manj razvita, kot je bila pred leti. Skratka, tukaj tudi v smislu razogljičenja in kot uporaba naravnih materialov, ki so popolnoma reciklabilni. Skratka, želimo predelovati slovenski les na način v končne produkte oziroma polprodukte znotraj Republike Slovenije z višjo dodano vrednostjo. Ta zadnje pa področje energetske učinkovitosti. Tukaj naslavljamo v vrednosti 5 milijonov evrov več tehnoloških platform, ne bo pa tukaj subvencij za podjetja. Subvencije za podjetja iz naslova energetske učinkovitosti pa nameravamo nasloviti skozi druge programe, druge finančne žepe spodbud, skozi kohezijsko politiko, integralna sredstva in tako naprej. Naj samo zaključim s tem, da čeprav so spodbude iz naslova načrta za okrevanje in odpornost v tem obdobju naš ključen inštrument za razvoj slovenskega gospodarstva, vendarle tudi v prihodnjih letih bodo še na voljo tudi druga sredstva. Predvsem imam tukaj v mislih sredstva kohezijske politike VFO 21 do 27, kot veste, se stvar še programira. Na drugi strani sredstva sklada za pravični prehod, ki bodo na voljo v Saša premogovni regiji in tudi Zasavju za čist strogo soočanje opuščanja rabe, proizvodnje in uporabe fosilnih goriv in odvisnosti od fosilnih goriv. Skratka, tudi še drugi finančni paketi so pred nami, vendar v tem trenutku je najpomembnejši ta reformni program načrta za okrevanje in odpornost, ki, kot sem rekla, bo na voljo v obliki prvega razpisa že v letošnjem letu, naprej pa predvsem v prvem kvartalu leta 2022, s katerim želimo do vključno leta 2026 v vrednosti 427 milijonov evrov resnično znatno okrepiti razvoj slovenskih podjetij. Jaz bi na tej točki zaključila. Ne gre, mogoče kasneje. Skratka, povabila bi vas k oddaji vprašanj in vaših pobud, tudi izzivov, ki jih imate v zvezi z vašimi investicijami. Z veseljem vas bomo sprejeli na mailu eusredstva.mgrt@gov.si, kjer smo odprti in vam odgovarjamo na vprašanja, sprejmemo vas seveda tudi na sestanka. Tukaj smo za vas, želimo vaše sugestije, želimo, da nam poveste vaše izzive, probleme, ki je vidite, predvsem pa smo vam pomoč, ne pri pripravi projektov, ker je tukaj konflikt interesov, ampak bolj v smislu nasveta, po kateri finančni vir se lahko obrnete takrat, ko imate neko razvojno vizijo za vaše podjetje. Hvala zaenkrat za vašo pozornost, vprašanja pa, kot pravim, lahko preko maila. Hvala in srečno.